Zdravo! Ste se pri delu s krajo kdaj vprašali, zakaj moram pri delu vsakič klikati ene in iste zadeve? Zakaj postopki niso enostavno avtomatizirani? Ja, če bi razvijalci ustregli prav vsaki želji, bi jim verjetno hitro zmanjkalo prostora za vse gumbe. So pa uporabnikom omogočili drug način personalizacije, ki se imenuje mapki. Slednji omogoča, da si posnamemo zaporedje korakov ali postopkov, ki jih lahko kasneje ponovno izvršimo s pritiskom na gumb. Podobno kot makro v drugih programih. Poglejmo zadevo podrobneje. Matevž, pokaži nam, kako si pripravimo svoj mapki. Lepo pozdravljeni, moje ime je Matevž Cestnik in dobrodošli v današnjem namigu meseca. Kot je Robi že napovedal, si bomo danes pogledali optimizacijo procesov oziroma avtomatizacijo ponovljivih procesov, s katerimi se srečate pri vašem delu. Eden od takšnih primerov, kaj uporabniki pogosto delajo, je shranjevanje modelov v step format ali kak drug tip formata. In sicer jaz imam tole ploščo, ki bom jo sedaj shranil v step. In sicer damo prešteti korake, torej file, save as, save a copy, tukaj izberemo tip formata, ki ga želimo, naprimer step, in potem bi pritisnili OK. Da nam ni potrebno vedno znova teh 5-6 korakov delati, se lahko posnamemo bližnjično tipko, mapki, makro, kakorkoli boste tole imenovali. Mapkije najdemo tukaj zgoraj v hitri orodni vrstici, mapkeys, oziroma na desni strani lahko poiščemo tukaj mapki in izberemo mapki. Sedaj lahko vidimo, katere mapkije že imam posnete. Jaz bom izdelal novega in sicer pritisnem New. Črko, s katerim bomo ukaze sprožili, bom nastavil na tipko O, ime, izvoz, step, potem opis, da bomo naslednjič vedeli, zakaj se gre oziroma kaj tale mapki naredi, torej izvoz 3D modela v step format. Ok, naslednji korak, kaj moramo narediti, je, da pritisnemo record, torej snemamo. Torej, kako zadeva deluje, mi pritisnemo record in program bo zajel vse, kaj mi delamo in ob naslednjem pritisku na tipko O izvršil oziroma ponovil isti postopek. Torej, dajmo pritisnemo record, izberemo file, save as, save a copy, poiščemo format, ki ga želimo, naprimer step, in pritisnem OK. Že obstaja, se strinjamo, da ga prepiše, torej OK. In ko končamo z snemanjem, pritisnemo tipko stop. Potrdim z OK in kot vidite, imam tukaj sedaj mapki pripravljen. Ampak kot vidimo, imamo mapki samo v trenutni seji, kar pomeni, da če Creota zapremo in ga ponovno odpremo, tegale mapkija ne bom imel. Zato ga moramo shraniti. Shranim lahko samo tega izbranega, torej selected mapki, lahko shranim čisto vse, ki jih imam tukaj, torej save all, ali vse, ki so bili spremenjeni. Jaz bom shranil samo tega izbranega, torej pritisnemo save in kam ga shranimo? Shranimo ga naprimer v starting direktorij, torej začetni direktorij config pro ter pritisnemo OK. Za vse, ki so vam tej config proji malo neznanka oziroma ne veste točno, kam bi tale mapki morali shraniti, vam priporočam, da pogledate našo novico na naši spletni strani in sicer uporaba in razlaga datoteke config pro. Zdaj link bomo mi tudi spodaj dodali, tako da dajte kliknite in si preberite, od kje Creo prebere različne config proje. Na 3 lokacijah imamo, katerega prvega, kakšno zaporedje, kakšne so prednosti enega, drugega, tako da tukaj imamo vse to podrobno razloženo, tako da vam res polagam na srce, dajte si tole prebrati, če vam je config pro neznanka. Torej, mapki smo shranili, dajmo pogledati, če je tole res. Jaz bom pogledal v tale naš config pro in vidimo, res mapki imam tukaj pripravljen. Ok, pa dajmo potestirati, če zadeva deluje. Torej, pritisnil bom tipko O in vidite, step file has been created. Torej, ne rabim več klikati vseh tistih 5-6 korakov kot prej, ampak samo pritisnem na tipko O in izvršimo postopek. Zdaj mapkije si lahko dodamo tudi v ukazni trak, kako tole izgleda. Desni gumb, customize the ribbon in dajmo mogoče tukaj dodati novo grupo. Jaz bom jo poimenoval Audax grupa, kjer bi si mi dali naprimer svoje ukaze, vi si jo seveda lahko poljubno poimenujete. Dajmo tukaj na konec, poiščimo
map kije, torej map kije, ki smo jih posneli, in tukaj imam jaz izvoz v step. Dajmo ga na desno stran. Zdaj, kot vidite, imamo tale smeško, ikono seveda lahko tudi zamenjate. Jaz bom izbral choose from existing, bom izbral eno od nabora, ok. Lahko bi seveda tudi povečali ikono, large button, ter pritisnemo ok. Vse spremembe v ukaznem traku se avtomatično shranijo v UI file, tako da ni potrebnih nobenih dodatnih shranjevanj, samo pritisnemo tole in vidite, step file has been created, torej ponovno smo izdelali step dokument. To bi si lahko dodali seveda tudi na desno miško tipko, ne vem, customize, spet poiskali tukaj map key in izbrali ter prenesli na drugo stran. Spet pritisnem OK, desni gumb in imam že tukaj izvoz v step. Torej tukaj velja enako, ko enkrat ga postavimo, na tole mesto bo zmeraj ostal, dokler ga ne odstranimo, tako da Create lahko zapremo, ponovno odpremo in bomo ga spet imeli na istem mestu. Zdaj mi smo si pogledali izvoz v step, torej avtomatizacijo, seveda pa si lahko tudi v risbah, v assemblyji posnamete svoje postopke, s katerimi se redno srečujete in si tako olajšate vaše delo. Map keyi so na voljo v vseh Creo licencah, tako da tukaj nimate nobene omejitve, lahko že takoj potestirate in si vaše okolje prilagodite. Jaz se vam lepo zahvaljujem in pa se vidimo na naslednjem namigu meseca. Hvala za pozornost in lep dan.